Jaz sem Mirko Cuderman. Doma sem iz Orehova na Gorenjskem, Orehovo je pri Kranju. In tukaj v Avstraliji sem že od 60. leta, 1960. Sem prvi Cuderman v Avstraliji, danes je že moja družina več skupaj 19. Otroci so se poročili, hvala Bogu, vsi so osnovno vzrejeni. Imel sem pa zelo veliko dela pri sodelovanju pri društvu, slovenskem društvu, odkar sem prišel tukaj v Queensland. Od 66. leta naprej. Bil sem 5 let predsednik društva, potem pa tudi, mogoče tudi več kot 5 let podpredsednik pa tajnik, največkrat sem bil tajnik. Potem sem bil involviran tudi pri Slovenskem narodnem svetu. Takrat se je šlo za samostojno Slovenijo in tista je bila zelo aktivna doba in takrat sem jaz se pridružil temu gibanju za samosvojitev Slovenije in sem organiziral v Queenslandu tudi močen odpor proti temu jugoslovanskemu sistemu in zato smo se potem zelo potrudili, da smo sestavili velik protest v mestu Brisbaneu, kjer smo povabili medijo. Sami Slovenci nas je bilo premalo, pa smo prosili Hrvate, da se nam pridružijo. In s tem nas je bilo toliko, da je bilo medija polno časopisov, ker so sodelovali pri tem protestu za svobodno Slovenijo. To so bili zelo kočljivi dnevi za nas, za Slovenijo. In smo zelo ponosni na tiste čase, ko se spomnim nazaj na to. Da smo bili tudi v tem involved. No zdaj, lani je bilo pa že 30-letna obletnica. In je bila organizirana tukaj zelo velika slovesnost, lepa slovesnost, ki se je pridružila torej 110 tiket je bilo prodanih vstopnic v najlepši dvorani v Brisbaneu. Krasen program, krasen kulturni program. In ker smo bili pri tem zelo zavzeti, da se to lepo izpeljalo, je tudi po zaslugi Nevenke Clark je tudi vplivala tudi na mesto Brisbane in je se pristopil k naši slovesnosti in je bil največji brisbanski most, Story Bridge, obarvan tisti dan s slovenskimi barvami, bele, plave, rdeči. In to so lepi dnevi, da smo lahko praznovali, da smo lahko s ponosom gledali na to, da je Slovenija samostojna. Gospod Cuderman, če se vrnemo nekoliko nazaj, vi ste končal šolo v domovini, ste izučeni ključavničar, ne? Ključavničar, yes. Potem ste se pa odločil, da boste šel s trebuhom za kruhom, kot se včasih reklo. Yes. Vaša pot je bila zelo zanimiva v tujino. Mi lahko opišete, prosim? Tudi tvore. Prvikrat smo bežali s bratom v Avstrijo čez Stol. Moj brat Naca je bil premlad, pa so naj vrnili v Avstrijo. Pa sem bil mesec zaprt v Brestanici in potem tam je bilo pa veliko, tam je bilo 50 drugih podobnih fantov, ki so hoteli bežati, so jih ujeli. In tam smo pa dobili nove izkušnje, kako je treba pravilno potovati. Torej, če vas prav razumemo, ste vi se v priporu v Reichenburgu, v Brestanici naučil, kako prestopiti mejo, da vas ne vrnejo nazaj. Tako je, tako ste prav povedali. Tam je potem pa še drugi poskusil, tako sem šel pa sam in sem bežal v Nemčijo. In v Nemčiji sem me pa spet prijeli, ker sem mal naiven bil, sem eno študentko srečal in ona me je priporočila, da grem z njo v motel, to je za študentski dom, da bom tam lahko prespal. No, jaz sem jo verjel in tam se me potem policija zagrabila in potem so me spet vrnili nazaj. In potem sem z vlaka pobegnil, ker sem bil vrnjen nazaj skozi vlakom. V Salzburgu sem vlak potegnil, jaz sem pa skočil dol
In potem sem čez krivo, pa drugič vlak vzel spet, brez denarja, samo šverc, sem tako izbegaval sprevodnika, tako da sem prišel do Beljaka z vlakom, oziroma, ne vem, če je to Beljak. V Beljak sem zavil pred, to sem že pozabil, z drugim vlakom sem šel v zahodno stran, dokler ni bila italijanska meja. Potem sem izstopil pred, pa je šel v hribe gor, čez travnike in hribe in sem sledil telegrafske, tako se reče, ko vse po nemško piše, da se ne sme plezati gor, verboten plezati, ker nisem za ta prehod preko meje, pa nisem bil nič veren v tem, nisem popolnoma nepoznan. In dokler sem hodil, dokler proti jugu sem hodil, dokler nisem prišel do telegrafske štange, ki je pisala gor Vietato, to sem povedal, zdaj sem pa v Italiji. Potem sem tam na cesti sem srečal eno ženico, ki je znala slovensko in ona mi je svetovala, da ne grem tam na policijo, in se tam prijavim in to sem naredil. Sprvo me niso hoteli notri, potem sem bil sitnic, pa so me kmečem vzeli notri, sem bil tam prespal na noč. Drugo jutro je prišla ena mlada punca, ki je znala slovensko in mi je prevajala vse. Eno tam so me postili poslali naprej v kampu v Trstu, tam sem bil en mesec. Potem sem bil v Napoli par mesecev, potem sem bil v Latini par mesecev in potem sem šel v Avstralijo. Hvala Bogu, vse moja pot je, Bog me je spremljal celo pot. Tako zdaj gledam nazaj, v resnici sem bil, dobro mi je šlo ves čas. Tudi v Avstraliji sem bil dobro službo. Kako je potekala, če se vrnemo malo nazaj, kako je potekala vaša pot v Avstralijo? V Avstralijo, v kampus sem Slovence prijatelje imeli veliko in tam smo bili dobra družba. Tam sem spoznal tudi gospoda dr. Robič Pavlna, duhovnik je slovenske družine obiskoval in on je pomagal slovenskim družinam, čeprav je revež, sam živel v revščini. Gospod Robič Pavl je bil zelo dober človek, zelo skromen. Mi smo pa hodili tja, fantje smo hodili, ker nismo nobenega denarja imeli, in smo hodili prodajati kri, transfuzijo. In se še celo hvalili, smo glihali, v nekoponici smo glihali, da bi dobili čim več denarja za liter krvi. No in potem smo šli pa k dr. Robiču, pa se pohvalili, da smo dobili denarja za kri. On je bil pa hud na nas, da so te nadela, da to ni prav, da to ni nek... Potem nekomu smo šli tja. In tako smo saj malo denarja imeli za znamke, da sem lahko pisal. Ker hrana je bila po v italijanskem kampu zelo slaba, jaz sem bil tako suh, da je le kaj. Sem prišel v Avstralijo z ladjo, 60 leta, ti se pa drugače bil, vse je boljše. Meni je bila prvi dan všeč Avstralija. Vse mi je bilo tako, sem zelo zadovoljen, te sem, Bogu hvaležni sem tukaj. Kako ste se preživljali prve leta v Avstraliji? Ja, jaz sem bil zvečen ključavničar, ampak nisem dobil službe kot ključavničar, zato nisem vse znal angleško. Delal sem pa tovarni porcelana, umivalnike, smo delali nove umivalnike in jaz sem delal na tam 12 je mogel vsak narediti, za 10 dobil svojo plačo. Jaz sem včasih naredil po 24, po 6, tudi po 36, če je bil kdo bolan, sem tudi njegove kalupe vzel. In jaz sem dobil zelo dobro plačo. Dobro, potem pa se oporočil, čez 3 leta kasneje, potem sem šel pa svoj poklic iskat, pa sem pa bolj poklic delal, ampak v začetku nisem bil manj plača kot prej. Potem se šlo pa naprej kot pravi. Gospod Mirko, kaj vam Avstralija dala, vam osebno? Meni je dala osebno. Osebno mi je dala največ, kar je, to je svobodo izražanja in tudi dala mi možnost, da lahko napredujem. Dala mi je tudi smisel, kaj svoboda je. Vse v resnici niti nismo vedeli v resnici, kaj svoboda je doma, ko smo bili doma. No, in tukaj se le vidiš,
kaj pomeni svoboda, si jo treba nekako priboriti, ni kar tako kad ne prija kar tako vse samo. In potem se spominjaš nazaj, kako so moji sorodniki trpeli, preganjanja in tako naprej. In potem še človek še bolj zna ceniti. Pa ko čitaš in spoznavaš resnico, ki jo pa zdaj prej nisem vedel. In s tem, jaz rečem samo Bogu, hvala, sem tukaj. Gospod Perko, za vas je znano, da ste zelo dejavni v slovenski skupnosti v Avstraliji, da še vedno pišete kot poročevalec, dopisnik v vašo revijo Misli, da ste bil tudi, kot smo že uvodoma povedala, dejaven v klubih, v društvih. Kaj vam pomeni vam osebno biti Slovenec oziroma biti Slovenec v Avstraliji? Na to sem na Sloveniji, jaz sem zelo ponosen. Ponosen predvsem z našo kulturo. Pogledam teleke tudi avstralsko kulturo, vsem resnici dosti niti ne vejo od svoje kulture. Ko jih sprašujem, kaj je to značilno za Avstralijo, za njihovo kulturo, pa mi začnejo govoriti o zgodovino Anglije, pa to naprej, pa Irske. Tle ni nič kaj dosti posebnega ni v tem. Dočim imamo pa tradicijo, pa jim večkrat govorimo o slovenskih pregovorom, pa se čudijo našim slovenskim pregovorom, kako je se to ve. To je bila stara modrost, so jo ljudje ohranili, slovenski tole pregovori. In potem pa moja žena, pa tudi Slovenka, Mariborčanka, ona je bila pa še hujša, ona je prav res zagrizena Slovenka bila. Ona je pa govorila slovensko ves čas. Žal že pokojna, ne? Žal že pokojna, 2 leti, ja. Ona je pa tudi z otroci govorila samo slovensko. Jaz sem, moram priznati, da sem dostikrat so otroci zapeljali in sem z njim govoril angleško. Tako so šoli govorili, no. Ampak ona je bila tudi kulturna delavka, ona je tudi v Sloveniji večkrat igrala na odru, rada reklamirala na odru in rada je pela tudi. Ona je bila Slovenka po srcu tudi, zelo Slovenka. No, zato pa smo se zelo dobro glede tega razumela in smo lahko rekel dober tim pri društvu in smo dali lahko nekaj upora drugemu, ker v resnici tlelek je tudi prva leta, to je čas, ki je bila Jugoslavija, takrat smo bili Slovenci precej razdvojeni. Veliko jih je bilo, ki ni bilo mar, ali komunizem, ali ne komunizem, veliko jih je bilo, ki niso gledali na vse to, kako mi dva gledala. No, ampak vsegli, ko se je takrat šla borba za samostojno Slovenijo, so pa skoraj vsi pristopili zraven. To je bilo pa zame velik, zelo pomembno. Gospod Mirko Cuderman, zakaj se vam osebno zdi, da je kultura tako pomembna pri čuvanju, ohranjanju slovenskega naroda, tudi v Avstraliji? Ja, jaz bi rekel, če moraš tukaj živeti pa videti, posebno vidim to pri otrocih, pri mojih tudi nasplošno pri otrocih, ker naša kultura je pomagala pri vzgoji otrok tudi. In to jaz čutim danes, ker tega v Avstraliji, mogoče tudi v Sloveniji zdaj ni tako, kot bi moralo biti, jaz ne vem, ampak čutim razliko v tistih časih, moji dni, ko sem jaz živel gor, mlad, kako je zdaj, seveda, mogoče je generation gap, kot pravijo, ampak zame je slovenska, tako ko so nas naučili, to je bilo zame, kako rekel, važno, pomembno. Gospod Mirko Cuderman, hvala lepa za vaš čas, hvala lepa za tale pogovor. Želim vam še veliko zdravih in srečnih let, pa da bi še lahko večkrat obiskal vam ljubo domačo rodno Gorenjsko. Hvala lepa.